Tema letošnjega tedna gozdov je pač povezovanje v gozdu in lesu in malo bomo apelirali na povezovanje lastnikov gozdov, predvsem na severnem delu našega območja, kjer jih je več. In ena izmed pomembnih prireditev vsako leto ob tednu gozdov pri nas je tudi razglasitev najbolj skrbnega lastnika na našem območju in to je letos postal gospod Jurij Rudež. In mi ga bomo promovirali potem tudi na vse slovenski prireditvi, tako kot vsako leto našega najlastnika. Je bil pa izbran, tako kot vsako leto, predlogi krajevnih enot, ki izberejo pač tiste najboljše, lahko rečem, da teh dobrih ali pa zelo dobrih lastnikov je kar nekaj, ampak potem iščemo še kakšne, bi rekel, druge lastnosti, dobro sodelovanje z gozdarsko službo in kakšne druge značilnosti in gospod Jurij Rudež je sigurno eden takšnih, ki si to priznanje nedvoumno zasluži. Na posestvu Ugar ima Jurij Rudež prav v namen skrbnega ravnanja z gozdom zaposlenega gozdarja. Skupaj z mamo Cvetko sta lastnika okoli 1600 hektarjev gozdov, kar jo umešča med 10 največjih lastnikov gozdov v državi. Večina gozdov, ki so jih dobili Rudeževi vrnenih v denacionalizaciji, se nahaja v strnjenem kompleksu okoli Jelenovega žleba. Postali ste najbolj skrben lastnik gozda. Kaj to točno pomeni? Ja, to meni osebno in tudi sodelavcem pomeni predvsem priznanje, da je način, po katerem gospodarimo, s katerim gospodarimo v bistvu že ves ta čas, odkar upravljamo s temi gozdovi, da je to pravilen in nas to priznanje vsekakor veseli. Na podlagi česa mislite, da ste dobili to priznanje? Priznanje smo dobili, ker se z gozdovi trajnostno gospodari, kar tudi dokazuje FSC certifikat za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki smo ga pridobili v začetku lanskega leta. Osnova za to je seveda dobro sodelovanje z Zavodom za gozdove Slovenije, ki je strokovna inštitucija na tem področju, ki pač tudi predpisuje in dela v gozdovih in tudi vrši kontrolo teh del in zgleda, da dobro delamo, tako kot oni dobro načrtujejo, tudi mi dobro delamo. Kaj točno pomeni ta certifikat? FSC certifikat pomeni pa, da se toga pa podeljuje tuja inštitucija in tudi pomeni, da se z gozdovi trajnostno gospodari, kar se dejansko z vsemi gozdovi, ampak tukaj je tudi potem pomembna sledljivost, dokumentacija, izpolnjevanje vseh predpisov tudi z področja dela in varstva pri delu, tako da tudi kar dobršen del administracije. In predvsem tudi podatki morajo biti dostopni, sledljivi, se pravi v digitalni obliki, arhivirani za določeno obdobje nazaj.